Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Dober večer vsem. V knjižnico danes tudi vsi ostali brez mask, ne sam. Vodja. Nocoj bo Dušan Jesenšek Serša predstavil svojo novo knjigo in z njim se bo pogovarjal Igor Gošte. Lepo prosim. Hvala vsem, ki ste prišli na ta večer po praznikih, Dušan, ne? Ja, še kako. Midva se poznava že kar precej let, lahko rečem, da sva prijatelja. Točno. In kar nekaj naju druži, ne? Med drugim pisalni stroj. O njem bova potem kaj več povedala, ampak ti pišeš na ta mehanski pisalni stroj svoje knjige, 2 sta zdaj. Jaz sem se pa zato izučil, da jih popravljam, pisalne stroje. Je pa res, da ta poklic je skoraj umrl, ne? Tam ima še kdo navadni pisalni stroj. Dušan, ko sem te jaz spoznal, si bil ti še Dušan Jesenšek. Zdaj imaš pa zraven še en priimek, Serša. Ponavadi je tako, ne? Da ženske vzamejo še, ko se poročita, ne? 2 moški priimek, ampak vidva sta pa drug od drugega vzela, ne? Drži. Najprej dober večer vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Midva z Manjo sva se pred poroko dogovorila, meni je bilo nekako všeč tudi njej, da bova oba prevzela tudi priimek od drugega in tako sem postal Dušan Jesenšek Serša. Ves ponosen. Ves ponosen, ne? Tako. No, sej potem v nadaljevanju bova kakšno rekla tudi, kako sta se vidva spoznala, ampak greva midva še malo o tvoje otroštvo. Ti si Trboveljčan že odkar si privekal na svet, ne? V kakšni družini si ti odraščal? Jaz sem Trboveljčan, bom rekel, živim na istem naslovu, odkar se spomnim. Družina je bila, kako naj to rečem, meni prav prijazna. Oče je bil sicer strog, ampak zelo pošten človek, zelo rad je pomagal in še nekaj moram omeniti, vedno si se lahko zanesel nanj, bil je pa izredno dober govornik. To mi je bilo že od tistih malih let zelo všeč. Mama je bila pa vedno prijazna, optimistična, vedra, iznajdljiva, na marsikaj se je spoznala in tako da sem bil zelo zadovoljen. Z bratom, ki ga seveda tudi imam, sva si bila sicer precej različna, vsaj takrat. Ko sem bil jaz majhen, sem samo posedal doma, pa knjige so bile pred menoj, pa filmske revije so bile pred menoj, pa tako imenovani, včasih smo temu rekli kurirčki, to so bili pač napovedniki za filme. To je bilo ob meni in okrog mene, brat je bil pa vedno z druščino zunaj nekje, tako da sva se precej redko videla. No, Dušan, vsi Zasavčani smo bolj ali ne povezani s to rudarsko tradicijo.
Tudi ti si del te rudarske tradicije bolj po stricu, ampak tvoj oče je bil pa kot eden tistih, ki je nekako podprl rudarje davnega leta 1958, ko so stavkali, to kar precej drago plačal, ne? Ja, takrat je, kot danes po domače rečemo, odletel z položaja. Še danes se spomnim, to mi je mama precej let kasneje povedala, ko je odletel z položaja, naj bi bil premeščen v ribnico. In takrat se je oče temu uprl, ker je pač povedal, da v ribnici ni kakih posebnih šol, da bi se morala otroka kam voziti v šolo, in je potem oče najprej delal v Rogatcu, se vozil z vlakom, da ga po cele dneve ni bilo doma, potem je bil na Izlakah, nazadnje pa v cementarni kot nakladalni mojster. Tako da z rudarstvom smo vsekakor povezani, da še to rečem, tista prva leta po štrajku so bila za družino precej naporna, ker smo morali zelo paziti, kako smo prišli čez mesec z denarjem. Dušan, v tistih svojih mladostniških letih si bil ti velik oboževalec, pa obiskovalec kinodvoran. V Trbovljah je bilo kar nekaj, ne? V Trbovljah so bile 3 kinodvorane. Jaz sem najraje hodil v Dom Svobode, ker mi je bila najbližja. Delavski dom mi je bil tudi zelo všeč, neka taka impozantna stavba. Bila je pa še kinodvorana pri Sušnik, kot smo takrat rekli, samo tam je bilo pač, so bile kinopredstave čez vikend, tako da sem ponavadi, pa se še danes spomnim, če je bil bolj kratek film, recimo 1,5 ure, kot so bili takrat v tistih časih večkrat, sem v 5 bil v kinodvoranu v Delavskem domu, ko se je pa film končal, sem jo pa hitro ven odkuril iz kinodvorane in odhitel v Dom Svobode pa gledati drug film. A starša sta takrat pustila? Je bil doma denar, ker nekaj je bilo treba plačati, ne, za kino predstave? No, toliko je bilo, tako da sem lahko hodil v kino in sem še danes hvaležen staršema, da sta mi to omogočila, da sem lahko dejansko videl, jaz bi rekel, vse najbolj znane, pa tudi najbolj gledane filme tistega časa, ko sem jaz hodil v kino, se pravi druga polovica 60-ih let pa začetek 70-ih let, se pravi filmi iz 50-ih pa 60-ih let v glavnem. No, sej veliko o teh filmih, filmskih igralcih si napisal tudi v tej drugi knjigi, ki je zelo zanimiva. Te bova še kaj povedala tudi na to temo, ampak takrat si pa ti že počasi začel izgubljati vid. Kako se je bilo s tem soočiti kot mladostnik, pubertetnik na nek način, ne? Ja, moram reči, da je bilo zelo težko se soočati s tem, ker so se pojavili strahovi, vprašanja, na katera nisem imel odgovora. Takrat si dejansko nisem tam, recimo 7., 8. razred osnovne šole, si nisem znal predstavljati, da recimo čez 5 let ne bom mogel v kino, da ne bom mogel gledati teh znanih TV nadaljevank, ki so bile tako popularne pa gledane. No, katere so pa bile takrat? Daktari? Daktari, ampak še pred Daktarjem so bili Maščevalci, če bi se spomnil. Bili so Nedotakljivi, Elliot Ness, bilo je Dolgo vroče poletje, Benkvik, bila je pa tudi vsem nam znana Bonanza, ki smo jo pa, bi rekel, oboževali. Še danes imam pred očmi 4 korenjake, nekje v eni reviji je bila pač fotografija, kako sedijo
na vrhu, ne, kot glavni oče, potem pa po vrsti 3 sinovi, ne, kot so bili v tej nadaljevanki z imeni Adam, Hos in Little Joe. Ne. To je bila zelo gledana stvar. No, to so bile te nadaljevanke, tako da si tega takrat nisem mogel predstavljati, pa še težje sem si pa predstavljal, da ne bom mogel brati, recimo stripov, ki sem jih zelo rad prebiral, seveda pa še bolj me je bilo pa strah, da ne bom mogel prebirati pa knjig. A si kaj začetka, ko se je začel izgubljati vid, si kaj to skrival, tudi sam pred sabo, nekako, sej vidim? Ja, seveda sem poskušal to skrivati, dokler se je le dalo. Bile so sicer situacije, ko nisem mogel več tega skriti. Ena taka situacija je bila v osnovni šoli, ko naj bi pri slovenščini nekaj prebral, pa na vso srečo, ko sem učiteljici povedal, pač, da ne vidim, se ni nič pretresljivega dogodilo, po domač povedan. Zelo sem se bal nadaljevanja, kaj bo, ampak moram to učiteljico pohvaliti, da od takrat naprej, pa je bilo še kar nekaj časa do konca osnovne šole, ni niti enkrat več me določila, da bi mogel kaj prebrati. Tako da bile so situacije, ampak skušal sem pa to prekriti najbolj seveda sam pred sabo. No, ti si v knjigi tudi napisal, da si včasih na večer se spravil v branju, pa si bral, pa ti je potem spet vida nekako zmanjkalo, pa si spet nadaljeval. Se je vračal vid, ne, vmes? Ja, to je bil en tak postopek, ki je bil zelo zahteven, ker pač tisto, kar sem prebral, sem se moral tudi naučiti. Zdaj, treba je bilo pač, oči so bile nemirne, ne, zenice so se takrat tresle in sem moral tukaj umiriti za velike črke, potem za malo manjše, potem sem pač nekaj prebral, potem se mi je vse skupaj zameglilo in recimo po 2-3 straneh se je zameglilo, potem sem moral pa postopek ponoviti in tako sem recimo čez celo noč sem prebral recimo enih 15-20 strani, ki sem jih pač prav zbral, tiste najbolj važne za šolo. Vse skupaj je bilo zelo naporno. Lahko pa rečem, da vztrajal sem pa predvsem zaradi tega, ker sem se zelo bal, da bi me napotili v Zavod za slepo mladino v Ljubljano, ker nekako si pač nisem želel tja iti. Slišal sem od koga že takrat, da je tam en tak vojaški red, pa da je vse skupaj tudi malo zaporu podobno in tako da me je bilo tega zelo strah in tudi, če je bila ura 3 zjutraj, pa sem nadaljeval, pa marsikdaj neprespan šel v šolo. Kako pa so to tvoje stanje sprejeli sošolci, sošolke? Verjetno so se porajale tudi prve ljubezni, ne? Simpatije, pa ožji krog tvoje družine? Zdaj, ožji krog družine, tukaj sem nekako, bi rekel, čakal in vse skupaj prikrival, dokler se je dalo. Predvsem nekako nisem želel staršev s tem obremenjevati. Največja težava je bil pa seveda tisti strah, ki se je porajal in krepil v meni. Na moje zadovoljstvo je bilo pa v šoli, kar se tiče profesorjev, sem imel veliko srečo, razrednik sijajen, me je ves čas podpiral, tudi drugi profesori so potem pomagali po svojih močeh. Sošolke pa sošolce pa moram tudi pohvaliti, no, tisti 2-3, ki smo se pač več družili, so mi pomagali, tako da sem lahko se marsikaj naučil. Pa v tistih časih je bila še ta možnost, to moram tudi pohvaliti, da se je dalo kakšno reč dogovoriti s profesorjem, pa tudi samo ustni izpit narediti, pa je bilo vse v redu. No, ti si praktično skoraj da dokončal, ne, srednjo šolo, matura je še falila, ne?
Ja, Ali zaključni izpiti? zaključni izpiti, kot smo temu takrat rekli, to je pač manjkalo, ker po koncu 4. letnika takrat, mislim, da sem tudi to v knjigi opisal, Tako, ja. sem uspel prebrati še zadnjo knjigo s hudimi napori pa težavami. In to je bila knjiga? To je bila pa knjiga od Arthur Conan Doyla, Znak četverice, se pravi znameniti Sherlock Holmes in dr. Watson seveda kot pomočnik. In lahko si vsakdo misli, te zgodbe so seveda napete, kako sem se trudil pa matril, da bi prišel do konca. No, v glavnem, to mi je uspelo prebrati, potem pa od takrat naprej nobene knjige več in po koncu 4. letnika sem pač imel še popravni izpit, da sem 4. letnik dokončal. Tudi za zaključne izpite sem se dogovoril bi rekel, v navednicah, seveda pa nisem šel na zaključne izpite, ker mi je preprosto zmanjkalo moči in nisem imel več ne volje, ne moči, ne energije. Zaradi vsega tega razočaranja pa obupa, ki se je razraščalo v meni. Tako da zaključni izpiti so morali počakati in to kar 20 let. No in to slikovito opišeš v knjigi, tej drugi, je bilo kar veliko stresa, ne? Še enkrat se pripraviti na zaključne izpite na maturo pri Zasavski ljudski univerzi, ne? Še veliko krat sta šla z mamo kar peš, ne? Tole je bilo pri Zasavski ljudski univerzi. Izpite, kot sem zapisal, smo opravljali tukaj v Zagorju, v Graščini in z mamo sva praktično, trajalo je 4 dni, praktično vse dni sva hodila tja in nazaj peš. Mami sem še danes za to hvaležen. Prepričan sem, če bi šla z avtobusom, pa bi kakšno uro pa pol tam čakal, pa sedel, da bi bil še 10-krat bolj nervozen pa napijet. Tako sva pa pač prišla kakšne 15 minut pred izpiti, tako da sem se malo spočil in potem sem se lotil izpitov. Je bilo pa to zelo naporno, pa zelo stresno. Tisto, česar se najbolj spomnim iz teh izpitov, je pa ta stvar. Opravljali smo 4 predmete in jaz si nekako nisem znal predstavljati, kako si bom pred izpitom, recimo tisto zadnjo uro, brez kakih zapiskov, ne, kako se bom lahko pojavil pred komisijo in pač kaj spravil iz sebe. To je bilo seveda na začetku, predno, ko sem se prijavil, ne, tiste prve tedne, in sem to razmišljal, sem rekel, kako bom, ne, ni zapisku, tudi če bi vzel s seboj kaseto, preden na kaseti kaj najdeš, te že pokličejo k izpitu, in sem bil kar precej paničen nekaj časa. Seveda sem pa potem rekel, da je edina rešitev, da se kar najbolje naučim pa pripravim na vse skupaj in potem sem se dejansko tega lotil. Imel sem pa srečo, moram reči, da so bili izpiti od takrat, ko sem se prijavil, pa do pač samih izpitov je poteklo kar precej mesecev. Prijavil sem se junija, naslednje leto aprila so bili pa izpiti, tako da sem imel kar dosti časa, da sem se pripravil in moram se pohvaliti, da sem pa te izpite opravil s samimi odličnimi ocenami, na kar sem pa še danes ponosen. To pa je za aplavz, ne? Ja, bi rekel, da sem tudi sam sebi takrat zaploskal, ker sem bil tukaj navdušen. Dušan, kako pa se je tvoja ta poklicna pot potem nadaljevala, ko si ti na nek način zaključil srednjo šolo, izgubil vid, ne vem, potem v kasnejših letih si bil eden najboljših šahistov, ne, v Jugoslaviji, ne? Ne ravno v Jugoslaviji, ampak v Sloveniji med slepimi sem bil pa v enem obdobju, tam od leta 1979 pa do 1985 sem bil pa, bi rekel, zelo uspešen. Bil sem 3-krat prvak Slovenije na teh turnirjih. Če se prav spomnim, sem bil vedno med prvimi 3. Je pa tudi res, da sem pa na
prvenstvih Jugoslavije za slepe sem pa osvojil edino medaljo, bronasto medaljo, in to je edina medalja v Sloveniji z takih tekmovanj, ker seveda potem, kot vsi vemo, jaz sem to osvojil leta 80, dobrih 10 let, potem je pa seveda naša bivša država pa razpadla. Tako da bil sem uspešen, to moram reči. A je bil šah doma? Ne vem, nekako ga je oče igral, mama? Ja, oče me je naučil prvih šahovskih potez. Oče se je znal tudi zelo ujeziti, če sem ga premagal, ampak ponavadi je bil trd nasprotnik, to tudi moram reči. Tako da oče me je seveda tudi podpiral tiste leta, ko sem igral, ko sem pač se udejstvoval na teh tekmovanjih. Pa verjamem, da je tudi oče razumel, da sem pa potem moral prenehati s tem. Jaz namreč nisem bil človek, ki bi bil ves čas za knjigami, da bi se s teorijo ukvarjal. Jaz sem bil bolj praktik, čim manj priprav, pa čim bolj nasprotnika preseneti. To je bila prva stvar. Druga stvar je pa bila, da sem zaradi razočaranja, prvič sam v sebi, drugič pa zaradi razočaranja, ker sem pričakoval, da bomo na šahovskih teh tekmovanjih, da bomo veliko okrog hodili in tudi marsikaj doživeli, ampak v glavnem smo pa samo šah igrali in jaz sem bil na tem razočaran. Pojavila se je tudi pijača, po domač povedan alkohol v tistem času, in zaradi vseh kombinacij vsega tega sem pač moral šahom prenehati, da sem lahko kaj več naredil na sebi in da sem počasi izplaval iz teh težav povezanih s sprejemanjem slepote. No, Dušan, jaz poznam nekaj šahistov, recimo tudi takih, ki vidijo, pa znajo šah igrati tudi, da ga nimajo na mizi, ker po telefonu pa si zapomnijo vse poteze. Kako pa slepi in slabovidni igrate šah? Seveda smo se tudi mi naučili igrati na slepo, na kakšnem vlaku ali pa kje je bilo to zelo kako se reče, popularno, da smo to počeli. Drugače, šah je pa tako, za slepe je šahovnica prirejena, črna polja so dvignjena, figure so pač označene, črne figure so označene in seveda je tudi šahovnica tako prirejena, da figure zapičiš v šahovnico in da seveda potem ko si na potezi, imaš seveda vso možnost in pravico, da potipaš, kakšna je pozicija na šahovnici. Seveda je pa pri tem potrebno tudi kar precej imeti spomina, da takrat, ko se mudi, pa nimaš toliko časa in se je treba tukaj kar marsikaj naučiti, se pravi spomin, orientacija po šahovnici in tako naprej. Ja. Pravi mojstri, mimogrede ste taki, ki znate tako šah igrati. Dušan, ponavadi je tako, slepi in slabovidni, nekako jim je rezervirano, da v kakšni fabriki so telefonisti, čeprav ste slepi in slabovidni sposobni še marsikaj drugega. Prej sva se pogovarjala pri tebi doma, da bi bilo dobro, da bi se tisti strokovnjaki ali pa tisti, ki so odgovorni, da bi poiskali rešitev, kakšne možnosti, več možnosti za ljudi, ki izgubijo vid, da bi se lahko poklicno dokazovali. To še ni najbolj urejeno pri nas, ne? Jaz zdaj najprej, da odgovorim na tisti prvi del. V tistem času, ko sem jaz iskal službo, sta bila dejansko najbolj priročni, da tako rečem, dve zaposlitvi, fizioterapevt, zato si moral pač v Beograd za 4 leta, to mi ni dišalo, po domače povedano, pa seveda telefonist. Ker nisem želel biti v breme staršem, sem se odločil takrat za telefonista in sem pač to delo kar nekaj let tudi opravljal. Ne glede na to, da je moj značaj precej drugačen.
da imam rad gibanje, spremembo, akcijo, kot rečemo po domače, vendar sem pač bil toliko odgovoren in nisem želel biti, kot se reče, po domače napukli staršev. In sem se pač tega lotil. Kar se tiče pa drugega dela, o čemer smo se pa dopoldne pogovarjala, kakšne možnosti naj bi bile za slepe v tem času. Zdaj, to je seveda moje mnenje, marsikdo se verjetno ne bo strinjal, ampak po mojem bi morali najprej narediti pristojni neko širšo raziskavo, se pravi evropsko raziskavo, kaj slepi po Evropi, pa morda tudi če malo širše, recimo v Ameriki, lahko počnejo in pri čem so seveda uspešni, pa potem seveda izobraževanje, pa tudi delodajalce usmeriti v to, pač v to smer. Druga stvar, ki se mi pa zdi zelo pomembna, je pa ta, da bo pač nekaj časa sigurno trajalo, da bo družba bolj sprejela pač to naše možnosti, pa naše sposobnosti, ki jih imamo, da lahko tudi marsikaj naredimo. Tukaj, vsaj z mojega zornega kota, bo pa zelo pomembno tudi asistenca pri tem. Se pravi, nekdo, ki bo slepmu pomagal, asistenca ali pa asistent ali pa asistentka, to je pa seveda že povezano z denarjem in tukaj je pa pač družba, se pravi država, lokalna skupnost in tukaj s tem povezani bodo pa morali več narediti, da se bodo možnosti za zaposlitev slepih dosti povečale. No, jaz imam eno zelo prijetno izkušnjo z Anjo Pustak-Lajovic iz Trbovlj, dekle, ki se je že slepo rodilo, in moram reči, da je bila čudovita voditeljica televizijskih oddaj, tako informativnih kot pogovornih, in jaz ne vidim nobenega zadržka, da bi to nalogo, to delo, ta poklic slepi ali pa tisti, ki imajo zelo zmanjšano vidno polje, delali tudi na nacionalni televiziji ali pa na kakšni drugi televiziji. Bi delo ravno tako odlično opravili kot tisti, ki vidijo, ne? Ja, se pravi, prepričan sem, da je kar nekaj možnosti, vendar pa od izobraževanja do tistega ciklusa zaposlovanja pa zame zelo pomembno zmotivirati, pa to bo kar nekaj časa trajalo, delodajalce, da bodo bolj znali lažje sprejeti nekoga, ki ne vidi, in seveda neka asistenca bo zelo pomembna, da je pač nekdo, ki ne vidi ali pa ki malo vidi, da je pač s pomočjo nekoga, ki ga spremlja, bolj mobilen. No, Dušan, greva na tisto tvojo prvo knjigo. Prej je tvoja žena, Manja, povedala, da sta se takrat nekako spoznala, ko si imel predstavitev prve knjige Moja pot mislim, da do svetlobe. No, in takrat si ti na tisti predstavitvi v Trbovljah, če se ne motim, izrazil tudi eno svojo dolgoletno željo, da bi enkrat skočil s padalom. To je popolnoma res. In v tej drugi knjigi si vse to napisal, ne? Kako se je pa ta skok zgodil? Ja, dejansko sem takrat, mislim, da je bilo med pisanjem prve knjige, sem dejansko v eni reportaži izvedel, da so nekje, mislim, da v Ameriki naredili eksperiment in so pač ljudi z raznimi hendikepi povabili na letališče in jim dali možnost, da v tandemu skočijo s padalom. In seveda tukaj so bili tudi slepi in slabovidni, in ko sem jaz to slišal, sem rekel sam pri sebi, juhej, to pa bo dogodivščina. In potem, ko sem knjigo predstavil v Trbovljah, me je moderatorka pač povprašala najprej o meditaciji v Čebelnjaku, pa sva o tem govorila, in je potem vprašala, če imam še kak
kakšne take zanimive načrte in jaz sem seveda kot iz topa izstrelil polet z balonom, polet s helikopterjem, seveda skok s padalom. Ne. In takrat, ko sem skok s padalom omenil, so prisotni navdušeno zaploskali, mene je skoraj dvigel, ne, od navdušenja. Ko sem pa domov prišel, sem pa seveda ugotovil, da na tleh je to čisto enostavno, ne, v domači sobi, ne, ni nobenega problema, ne, o tem govoriti, ne, kar se lahko naredi, da če si naruden spojsle padeš, recimo, ne, pa nič drugega. Če pa se odloči za skok s padalom v tandemu, tako kot sem si jaz zamislil, je pa ta skok z višine 3000 metrov, se pravi iz letala, in polovica te višine, se pravi 1500 metrov je prosti pad, ne, in ko sem se pa doma potem zamislil nad vsem tem, sem se pa najprej okregel samega sebe, ne, češ, kaj se grem, da na tleh se je enostavno delati heroja, vendar sem pa polagoma ugotovil, da imam to željo, da to dejansko želim doživeti, ampak šele takrat, ko bom pripravljen. In da sem pa bil pripravljen, je pa trajalo skoraj 8 let. Od tiste predstavitve moje prve knjige v Trbovljah pa do skoka s padalom na letališču pri Ptuju, se pravi letališče Moškanci. Vsaka ti čast, ne? Da ti je to uspelo, ker to je res podvig. Verjamem, da mnogi med nas tu v dvorani si tega ne bi upali. Ja, to je tako. Ne? Tukaj se zdaj najbolj spomnim, sej sam skok s padalom pa vse, kar je bilo s tem povezano, se pravi prihod na letališče, pripravo in tako naprej, to sem zapisal v knjigi. Tisti dve stvari, ki mi pa zdaj najprej prideta na misel, je pa en dan pred samim skokom in tisti dan sem, čisto pošteno povedan, tam sred popoldneva sem že kar mal premišljal, mal so me zagrabili dvomi, pa čezdalje hujši dvomi, ampak tisto, kar me je pa rešilo, je bilo pa popolno zaupanje moje mame, s katero sva takrat živela skupaj. Mama ponovadi vse vedo. Ne? In tako je. Ne? In ko me je videla, da tam na fotelju, kar skupaj lezem, ne, je samo do mene prišla, pa me je malo po ramu udarila, pa je rekla: Dušan, jutri pa gremo. A ne? In je bilo čisto dovolj. Ne? Vse so bili še potem dvomi, ko sem šel spat, pa tako naprej, ampak tista želja po skoku s padalom je pa prevladala. In druga stvar, ki jo želim povedati, tudi malo podobna izkušnja, ko smo poleteli pač z letališča, smo bili v letalu 4, ena mladenka, taka zelo prikupna, pa en mladenič, pa seveda padalec, inštruktor, s katerim smo pa v tandemu skočila. No in ta mladenka je skočila s 1000 metrov, mladenič potem s 3000, 10 sekund z tem mladeničem pa seveda midva. Ampak kaj hočem povedati, ko smo se začeli dvigovati, tisto, ko letalo vzleti, pa ko se dvigne, iz sekunde v sekunde sem bil bolj tak turoben, pa prestrašen, pa ne vem, kaj bi, ne, pa tuhtaš, če je kakšna rešitev, da bi se zmazal, pa ne veš, kaj bi naredil. Ampak tam na 1000 metrov je pa ta mladenka ustala, pa čeprav je vse ropotal pa hrumel, ker urad ni, ne, je samo tisti urad odstranil, ne, tako da zelo hrumil do zunaj, ampak tista mladenka je stopila do mene, pa me zopet po ramu udarila, je rekla, kar pogumno, pa je potem skočila, pa sem tako sam pri sebi rekel, tale mi pa hotela povedati, posluši, čeprav se ne poznava, ampak tudi jaz sem enkrat prvič skočila, pa tudi ni bilo čisto enostavno, pa če sem jaz zmogla, boš pa tudi ti. In je pomagal, dejansko je pomagal. Čeprav na 3000 bi pa treba povedati, pa čeprav je tudi v knjigi napisan.
ko slišiš 10 sekund, ne, ko zavpije padalec, ko za tabo sedi, ne, tist 10 sekund, ne, pa si misliš, ja, ne, pa pilot nagne letalo, ne, tako, ker sediš na tleh, ni na sedežu, ne, se tako po enem takem mini toboganu se pileš proti tistemu izhodu, ne. In takrat tiste sekunde, ne, to se še danes spomnim, če bi me kdo pusnil, jaz sem moral tako z rokam mahati, ne, pa iskati kak kluko ali pa kaj takšnega, da bi se ja prijel, pa da ne bilo treba ven iz aviona, ne. Ampak zanališ imajo tako narejen, seveda, da se lepo peleš, ne, pa prideš na rob aviona, pa sam zaslišiš inštruktorja, ki ti pove, tudi pa že na tleh razloži, kaj moraš narediti, in on zaupije, ti narediš ti zgib avtomatsko, ne, in pa si pa odzuni. Ja. To je to. Dušan, in kdo je bil bolj ponosen? Ti ali mama tvoja? Jaz mislim, da sva bila oba zelo ponosna. Jaz sem bil ponosen, da sem to izpeljal. Mama pa mislim, da je bila ravno tako ponosna, da je zaupala vame, ker mi je potem dejansko povedala, ko je bilo vsega konc, ne, pa sem jo vprašal, kaj je počela, ne, pa je rekla, dobila sem en stol, usedla sem se tam na travnik, imela sem eno revijo, nekaj za pojesti, seveda, ker sem računala, da bo nekaj časa trajalo, in je rekla, potem sem pa poprosila angela za pomoč in čakala in sem bila prepričana, da slej ko prej bosta varno pristala. In je točno tako bilo. No, in ker ponavadi na predstavitvah vedno poveš, kaj bo pa tvoj naslednji projekt, ne, jaz ga že vem, ne, in je to harmonika, ne. Ja, zdaj, na vso srečo si to ti rekel, Igor, ne, tako da mi je malo lažje, je pa dejansko želim ugotoviti, če imam kaj smisla, če bi recimo tudi jaz lahko po nekaj urah en tak, kako se reče, na planincah ali pa kaj takšnega zaigral, se nimam kakih velikih ambicij, ampak enostavno me zanima, če lahko iz tega kaj naredim, ker ne spadam med tiste slepe, ki imajo dober ali pa odličen posluh. Torej, ne boš nič zapel, ne? Ne, rajš ne, ker bo dvorana v sekundi prazna, tako da tega rajši ne bi naredil. Nimam posluha, zato me pa zanima, kaj bi se dal s harmoniko narediti, ampak nimam pa velikih ambicij. No. Menda bo Jernej Pikl, ne, znani harmonikar, tisti, ki te bo poskušal upeljati še v svet glasbe. Ja, to so zdaj prvi dogovori, sva se pa dogovorila, da pridem do njega in da seveda v eni uri, dveh, mislim, da bom že dobil nekaj odgovorov, ali pridem še tretjič ali pa ne. No, in ko bo tretja predstavitev, tretje knjige, ne, nam boš verjetno že kaj na harmoniko zaigral. Tega si sicer prvič ne bi upal niti reči, kako bo s predstavitvijo tretje knjige, še manj pa kako bi bilo s harmoniko, tega zdaj ne bi upal reči. Lahko bi pa to rekel, ne, za prvo knjigo, ne, je trajalo od prvih, recimo, zamisli, da bi knjigo napisal, pa do trenutka, ko sem knjigo izdal v samozaložbi, je trajalo 5 let. Tam nekje. Pri drugi? Pol leta gor dol. Pri drugi, od prvega osnutka, ki sem ga začel pripravljati, pa do trenutka, ko je knjiga išla, je trajalo pa dobrih 10 let. In zdaj, če bi to šel tako naprej, ne, po teh izračunih, ne, si rajši ne bi upal seštevati, ne, pa računati, kako bo s tem. Tako da jaz bi tako rekel, pa čisto pošteno, jaz sem presrečen, da je ta druga knjiga po vseh zapletih, morda bova kakšnega omenila, da je dejansko ugledala luč sveta. Seveda je zdaj želja, da knjiga pride do čim večjega števila bralk in bralcev. Kako bo pa s tretjo knjigo, če bo kdaj, o tem pa seveda zdaj niti ne razmišljam, treba se bo prepustiti navdihu. No in pri tej drugi knjigi ti je bil v navdih
tudi naš kisoški, ne, vrhunski športnik, zlati iz olimpijskih iger, Primož Roglič, ne, ki si mu danes mimogrede, no, njegovi družini, predvsem pa njemu, podaril to svojo drugo knjigo z pismom. Jaz upam, da v teh dneh to knjigo tudi dobi, ko se bo vrnil v svojo rodno hišo k staršema. Kako ti je bil navdih? Ja, Primož Roglič mi je bil, bom rekel, velik navdih in sem že kmalu po začetku sam pri sebi si zadal nalogo, ko pa bo knjiga, se bom pa z eno poklonjeno knjigo, pa seveda s posvetilom v knjigi in z enim prijaznim pismom zahvalil Primožu Rogliču. V navdih mi je bil pa tako, imel sem seveda kar nekaj dni ali pa tednov, včasih tudi kak mesec, ko sem se znašel v slepi ulici, ko preprosto nisem znal nadaljevati. Večkrat se je to dogodilo. In v takih dneh sem, bi rekel, kot naročeno, sedel pred televizor in ravno takrat je bil prenos kakšne dirke, na kateri je Primož Roglič, naš kolesarski as, nastopal, marsikdaj blestel. In ko je bilo te kolesarske dirke konec, sem jaz kar naenkrat imel polno odličnih zamisli, kar naenkrat sem vedel, katere besede sem iskal, kateri stavki so mi manjkali in bom rekel na kratko, bil sem poln ustvarjalne energije in še nekaj se je dogodilo, pa skoraj vedno po spremljanju dirk Primoža Rogliča, v takih dneh sem skoraj zanesljivo zares veliko naredil in to brez kakšnega hujšega truda. No. Tako da je bilo prav, bi rekel, mali čudež, prav navdušen sem bil nad tem in zdaj, ko je knjiga, imam dejansko priložnost, da se Primožu Rogliču zahvalim in upam, da bo pač dobil to knjigo in da bo imel toliko časa, da bo to pismo prebral, pa knjigo vsaj prelistal. No, super. Je pa pisanje knjige, ne, pri tebi kar precej zapleten postopek, ne? Ja, pri meni je precej zapleten tudi zaradi tega, ker nisem ravno ljubitelj, pa tudi nisem najbolj spreten z Braillovo pisavo, čeprav so me jo skušali naučiti leta nazaj. Takrat jim ni uspelo, kasneje sem se jo sam naučil, tako da jo pač čisto počasi znam kaj prebrati, ampak zelo počasi. Tako da knjige pišem pa bom rekel, po svojem postopku. Najprej si besedilo na kasete posnamem. To je ponavadi daleč najzahtevnejši del, ker je pogosto treba besedilo zbrisati, pa ponovno posneti, pa zbrisati in tako naprej. Marsikdaj se moram tudi kakšen del na pamet naučiti, da ugotovim, če se dobro sliši, če mi je všeč. To je pač prvi del. Drugi del je pa seveda pisanje na pisalni stroj, na navaden mehanski pisalni stroj, takle, ki je tukaj pred nama. To je pa tista sreča, da tako rečem, da sem se v srednji šoli naučil 10-prstno slepo in da sem se precej let kasneje po koncu srednje šole vendarle domislil, kako bi pa tudi jaz lahko zopet postal pismen in sem pač kupil pisalni stroj. Nečak mi je neki tipk označil, da se lažje znajdem na tastaturi in tako zdaj sem uspešno napisal že 2 knjigi. In pri prvi ti je kar dobršen del pomagala tudi mama, ki je prebrala besedilo napisano. Zdaj pri tej drugi, ne, ja, pa veliko tvoja žena Manja. Ja, vsekakor tukaj tudi v zahvali zapišem, da
ta knjiga brez Manje, v knjigi ima seveda tisto uradno ime, Manja Marija, brez Manje Marije, moje žene, ta knjiga ne bi ugledala luč sveta, kar je dejansko res, ker mi je zelo pomagala ne samo pri prebiranju teksta, ki sem ga napisal, ampak tudi pri iskanju kakšnih podatkov, ki sem jih potreboval in seveda tisto, kar je pa najbolj glavno, da me je pospremila, kadar je bilo treba pač kam osebno iti, recimo do založnika v Delavski dom Trbovlje, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, kjer so mi prijazno priskočili na pomoč. Dušan, jaz bom zdaj na tem mestu prebral nekaj vrstic iz te tvoje druge knjige. To knjigo, ki sem jo podaril, moram reči, da je čudovita in meni je zagotovo zanimivo, koliko poti sta vidva s tvojo mamo. Ti v tej knjigi opisuješ tudi, kako je počasi življenje tvoji mami ugašalo. Na k sreči, potem si ti spoznal Manjo, kjer nekako delata podobne stvari, hodita, tega se bomo še potem dotaknili, hodita na dolge izlete, na dopustovanja v tujino. No in z mamo sta res prehodila ogromno poti. Takole gre. Zunaj na svežem zraku sva sklenila, da bo ta dan nekaj posebnega. Padla je odločitev, peš jo mahneva iz Litije, pa vse do doma, mimogrede do Trbovelj. Nakupila sva potrebno hrano in pijačo, še posebej voda nama bo prišla prav. Prišla sva do železniške postaje, se spustila po stopnicah in kot bi mignil, se je pred nama odprla cesta, ki vodi do zaselka Sava. V najini smeri je potoval potniški vlak. Oba sva pomislila na udobje tega prevoznega sredstva. Sediš na mehkem sedežu, se pogovarjaš, ljudje stopajo in izstopajo, medtem pa pokrajina beži mimo okna. Midva bi se lahko tako vozila ure in ure, a tistega dne sva bila na trdi asfaltni cesti. Ropot po tračnicah je zamrl in pomislila sva, da je še daleč do cilja. Najprej do postaje Sava, potem pa navzgor po hribu. Tam se prava tura šele začne. Do tedaj te razdalje še nisva premerila. Sva pa imela že nekaj mesecev tak pohod v načrtu. To je del v knjigi. Potem sta vidva tam srečala še eno zanimivo gospo, ki si je ogledala predstavitev tvoje prve knjige, mislim, da na litijski televiziji, te pohvalila, te prepoznala in potem sta šla čez Šentlamprt, Čolniše proti Kisovcu, Zagorje oziroma proti Zagorju, pa potem v Trbovlje. Koliko ur sta hodila? Kako sta to zmogla? Mama verjetno takrat ni bila ravno mlada. Ja, to je bilo seveda leta 2000, seveda ni bila mama takrat mlada, ampak bila je pa zelo vitalna. Zdaj, koliko ur sva hodila, to težko rečem, ampak bolj kot ne sva hodila cel dan. To se nekako spomnim. Vem, da je bilo precej naporno, ker pot gre tam, ko greš proti, mislim, da je tam ena vas, da se je reče celo Kal, tam gor nekje, pa potem, ko se spuščaš proti Čolnišče, pa proti Zagorju, tam Šentlamprt, Čolnišče, Zagorje, gre vse skupaj precej navzdol in noge precej trpijo. In ko sva prišla v Zagorje, sva se odločila, da če sva že tukaj daleč prišla, greva pač še naprej in sva šla potem še čez Urha, tukaj čez zeleno travo, pa potem zopet po tej strani proti Bevškemu je precej navzdol, tako da je bilo kar zahtevna tura. Ko sva prišla v Bevško, vem, da sva se spraševala takrat, sicer greš po ravnem, ni več kakih vzponov pa spustov,
ampak je pa še kar nekaj kilometrov od Zbevškega do doma, ampak moram reči, in sem tudi v knjigi zapisal, da nama je pa zelo prav prišlo eno srečanje z eno prijazno gospo tam nekje v zaselku Sava, ki, kot je že Igor rekel, me je gledala po litijski televiziji, ko sem predstavil prvo knjigo seveda, in je bila zelo navdušena in to je bil en tak prijeten pogovor, ki nama je zelo polepšal tisti dan, in v Trbovljah, ko sva bila že kar krepko utrujena, sva se, kot bi se z mamo domenila oba, domislila tega srečanja in sva potem še našla toliko moči, da sva peš prišla do doma. Ja, to je pa res en velik podvig, ne? Kot bi pretekla 2 maratona, ne? Če se malce po športno izrazim. Dušan, zanimivo je še nekaj, ne? Ti si takrat po tistem prvem srečanju v knjižnici z Manjo, kasnejšo ženo, kar dolgo, ne, skrival to simpatijo, ljubezen, ne, preden sta prišla skupaj, ne? Ja, to je bila pa ta težava, ker sem, vsaj takrat, sem bil hudo plašen in Manja mi je bila že od prvega srečanja zelo, bi rekel, zelo všeč. Pričakoval sem, pripravil sem, kot rečemo, bojni načrt, sem Manjo naprosil nekaj mesecev po tej naši predstavitvi, ne, v knjižnici, da bi mi poiskala nekaj naslovov knjig, in sem seveda rekel, usedla se bova za računalnik, pa bo možnost in priložnost, da še kaj drugega rečemo, ne samo o avtorjih in o knjigah. Ampak ko sva se pa takrat usedla, sem pa seveda samo znal povedati kakšnega avtorja, Edgar Wallace, Agatha Christie, pa kaj podobnega, kaj drugega pa enostavno nisem spravil iz sebe. Tako da sem se potem dolgo jezil sam nase in sem potem zopet nekaj kasneje, kar precej kasneje, sem se zopet potrudil, da sem prišel v knjižnico, ampak takrat še ni bilo namenjeno, Manja je bila takrat na bolniški, zaradi kolena, če se prav spomnim, so rekli, in je potem to se zopet zamaknilo, tako da sva se potem poročila leta 2018. In si dejal, ne vem, 47 Zdaj sva pa poročena, ravno danes sva pa poročena 47 mesecev, kar pomeni, da bova pa čez en mesec 4 leta, če bolj po domače povem. Lepo. In v knjigi veliko o tem pišeš, o vajinih izletih in o tistem prvem čudovitem dopustu na Dugem otoku. Ne vem, Luka zaliv? Kraj Luka na Dugem otoku, to je prav kraj, in tam v tem kraju smo bili pač v enem hotelu, in zame je bilo, se še danes spomnim, velik izziv, povezan tudi z veliko mero negotovosti. Takrat sem šel namreč prvič po 40 letih na morje. In tudi v morje? V morju sem sicer bil že enkrat prej, ampak takrat sem bil v morju, še nisem znal plavati, to je bilo tam nekje na začetku srednje šole, ampak ko smo pa šla po 40 letih seveda na morje, seveda sem bil pa tudi v morju, ne, jasno, da sem... In videla sta bolj zgodaj zjutraj odšla na plavanje, ne? Ja, to sva seveda se skupaj dogovorila, zjutraj še ni sonce močno, mir je, in nekako še bolj pride do izraza to valovanje, to šepetanje včasih, ne, včasih pa že kar malo hrumenje morja, ne, tako da nekako se mi zdi, da zjutraj vse to bolj do izraza pride in da je bolj mirno vse skupaj, in vsaj jaz sem to bolj
globoko doživljal in kadar sva šla pač na plavanje, sva šla zgodaj zjutraj. In si ti tudi že prvič splaval potem, ne? Ja, vsaj poskusil sem, pa nisem bil preveč zadovoljen, ker seveda leta in leta nisem zaplaval in imaš bolj slab občutek, ampak po nekaj takih bolj slabih poizkusih mi je vendarle uspelo in na tistih prvih počitnicah iz dneva v dan mi je šlo bolje, no, in tako da sem bil tudi zaradi tega zelo navdušen. No, Dušan, še nekaj po mojem morava povedati o tistem pripetljaju v sobi, ne, hotelski sobi. Jaz se recimo spomnim včasih, ko je po domače doma zmanjkalo štroma, v znanem okolju pa se človek kar zaletava sem ter tja. Ne? Ti pa v nekem neznanem okolju si ti zelo šaljivo opisal, kako je to, ko se zvečer prebudiš, pa greš na WC, ne? Ja, to je bil en velik problem zame in doma sem si marsikdaj naslikal kar nekaj ovir, ne, kako bo zdaj to čisto v neznanem kraju, kjer še nikoli nisem bil, ne, kako bo to potekalo, pa vsi vemo, ne, sredi noči se zbudiš, pa se ti mudi nekam, ne, in kako to narediti. Vendar na vso srečo je Manja imela razumevanja in se je vzela čas in sva seveda imela nekajkrat tečaj orientacije po tisti sobi hotelski, vendar če je nekdo poleg, ne, pa če ti nekdo govori, je to čisto nekaj drugega, ne. Če je pa ura recimo 3 ali pa 4 zjutraj, ne, pa seveda Manja je takrat spala, pa je nisem hotel buditi, ne, takrat si pa pač sam sebi prepuščen in je vse skupaj dosti bolj naporno. Zdaj, jaz sem pač to humorno opisal, kako se je vse skupaj dogajalo, sej počasi po tistih prvih robantenih sem tudi jaz začel bolj veselo gledati na vse skupaj, ne, in sem potem, najprej sem se seveda jezil, ne, sem se zaletel v stol, pa sem se zaletel v podboj vrat, pa sem, ne, z nosom treščil v kljuko, recimo, ko sem se usedel na školjko pa tako naprej, kar en kup nevšečnosti je bilo in sem se seveda najprej jezil, ne, češ, Dušan, nič ti ne gre, nič ti ne uspeva, ne, kaj je zdaj tu, ampak zelo hitro sem pa potem z druge plati pogledal in sem pa rekel samemu sebi, konec koncev sem pa lahko zadovoljen, ne, 40 let nisem bil na morju, v tejle sobi, v tem hotelu, tukaj na Dolgem otoku nisem bil še nikoli, ne, pa če sem se ta prvi dan, recimo, ne, da sem se samo v stol zaletel, pa samo v podboj zaletel, ne, pa malo z nosom ugotavljal, kakšna je kljuka, ne, pa tu ni taka groza, recimo, ne, glede na to, da sem prvič in sem začel bolj veselo gledati na vse skupaj in je seveda počasi bilo lažje in lažje, ampak ni bilo pa enostavno, no, to pa moram reči. Tudi ni bilo enostavno se povzpeti po vseh teh stopnicah na svetilnik, ne? To pa sploh ni bilo enostavno. Jaz imam sicer rad dogodivščine, to vedno povem, tudi kakšna izziva imam rad, to je dejstvo. Zdaj pa za svetilnik sem vedel že prej, da je kar nekaj stopnic, pa da je seveda potem do vrha tudi ozka kovinska lestev, ki je baje usekana v skalo, kot so rekli. No in zdaj, ko to seveda rečeš, jaz grem na svetilnik, ne, se lepo sliši, ampak tisti dan, ko je bilo pa treba, ne, se pa res odpraviti, je bilo pa zopet kar nekaj dvomov, vendar pa na vso srečo Manja je tukaj zopet našla prave besede, svetilničar se je postavil pred naju in je pač seveda povprašal, kako je, jaz sem
povedal, da ne vidim in je seveda omenil, da je lahko nevarno, vendar je pa Manja kot izstopa izstrelila, če sem pa uspel kar nekaj let nazaj skočiti s padalom iz aviona s 3000 metrov, bova pa menda tudi na ta svetilnik prišla. In je potem dejansko svetilničar takoj po Kimu, obljubili smo seveda, ena gospa je še pomagala, da bomo previdni in potem smo šli po stopnicah. Pa moram reči, da potem, ko sem se začel vzpenjati, da niti oddaleč ni bilo tako naporno, kot sem si slikal recimo zjutraj, ko smo sedli na avtobus pa se odpeljali na Beligrad. Bolj naporno je bilo potem štet dol, stopnice. Ja, ne veš, še zdaj ne veš, koliko stopnice, ne? Ne, bil sem trdno odločen, nekje sem slišal 160, pa drugič 170 od enega drugega. Bil sem trdno odločen, da jih preštejem, ampak nekje na sredini sem se zmotil in nisem bil pa toliko, bi rekel, kako se reče, zavzet, nisem bil toliko zagnan, kot rečemo po domače, da bi šel pa še enkrat gor, enih 80 stopnic pa še enkrat štet, pa sem pač rekel približno 170 stopnic. Si raj šel potem v Parizu na Eiffelov stolp, ne? Ja, to pa. To je bilo pa... Ampak ne peš do vrha, ne? Kako je bilo to? No, Eifflov stolp mi je bil pa želja, tu je treba najprej povedati, sam Pariz, pa tudi Eifflov stolp mi je bil pa želja že 50 let. Iz tistih časov, ki sva jih na začetku omenila, ko sem še lahko hodil v kino in jaz mislim, da v vsakem drugem ali pa vsaj v vsakem tretjem filmu je bil Pariz, pa tudi Eifflov stolp, vsaj na hitro, da so ga pokazali in to je bila moja želja, priti tja gor na Eifflov stolp. No in prejšnje leto, hvala Bogu, nama je bilo dano, da smo lahko to doživela. Gor sva se povzpela z dvigalom, niso pustili, da bi šli peš po stopnicah do drugega nadstropja, kot sem si jaz to zamišljal. Gor niso pustili, takrat je bil še COVID, so pa dovolili, da gremo lahko po stopnicah peš dol. Se pravi, iz drugega nadstropja, peleš se z dvigalom do tretjega nadstropja, to je dobrih 300 metrov, potem se spustiš do drugega nadstropja, to je, kot so mi potem že prej povedali, pa sem si potem seveda zapomnil, 115 metrov višine je drugo nadstropje, in potem seveda se spustiš po 700 stopnicah do tal. To je kar zahtevna zadeva. Jaz sem imel sicer željo, hvaležen sem Manji, da je seveda bila tudi za to, da sva to prehodila. Je pa zahtevno prvič, ker se spomniš, vsake toliko časa se spomniš, da se nekje 100 metrov visoko, pa 80 metrov visoko, da ne sme biti kakšne napake. Druga stvar, ki je bila vsaj zame zahtevna, je pa ta, da stopnice niso enakomerno razporejene. Se pravi, ni 10 stopnic, pa obrneš pa 10 stopnic, ampak je najprej 8 stopnic, pa potem obrneš, pa jih je recimo 15, pa potem spet obrneš, pa jih je 7, pa spet 12, pa tako naprej. In sem moral biti zelo zbran, pa seveda Manji vsa hvaležnost za potrpljenje, pa za pomoč, ampak je bilo pa veselje toliko večje, ko sva pa prišla do tal in sva ugotovila, da sva z drugega nadstropja po 700 stopnicah prispela peš do tal. Dušan, še ena takšna zadeva naju nekako povezuje. Jaz sem pred leti v Celju izgubil avto in pomagali so policisti mi ga najti, sam ga ne bi. Vidva pa sta se na eni od romarskih poti tudi izgubila, ne? Pa so ravno tako pomagali policisti. Ja, ravno tako so pomagali policisti. To je bilo v Fatimi po znani procesiji z lučkami, kot zanalašč, ko je bilo konec, ni bilo nikogar iz naše skupine in nekako sva zgrešila, bila sva prepričana, da je pač precej blizu do tega
doma, kjer smo pač bivali. Nekako sva zgrešila, hodila po nekih stopnicah, ki jih po mojem spominu ni bilo, ko sva šla do prizorišča, kjer je bila procesija, in potem sva zelo hitro ugotovila, da sva se zgubila. Težava je bila pa v tem, da nisva točno vedela, kako se reče temu bivališču, kjer smo bili. Rekli so nam, da je to romarski dom, to sva vedela, kako se pa pač po portugalsko reče, oziroma kaj piše tam na pročelju, ne, na vhodu, pa nisva imela pojma. Ne. In potem sva šla pač v en hotel in sva poprosila receptorko, če nama lahko pomaga, in je takoj dejala, seveda v angleščini, da bo poprosila policiste, da bojo nama pomagali. In tako se je tudi dogodilo, da sem bil jaz takrat prvič v policijskem avtu. In zelo hitro sem ugotovil, da očitno nisem bil še nikoli v policijskem avtu, ker sem junaško sedel zadaj, oba sva seveda sedela zadaj, policista spredaj, ampak pozabil sem pa, da so ti avtomobili lahko, da imajo bolj nizko streho, in ko sem se tako junaško vrgel na sedež in se dvignil, sem kar krepko treščil z glavo v streho, in sem pač ugotovil, tukaj v policijskem avtu se pa ne smeš šaliti, takoj se dogodi kakšna nevšečnost. No, ampak potem se je vse dobro izteklo in pomagal nama je pa, saj bodo lahko bralke, bralci prebrali v knjigi, ampak pomagal nama je pa tukaj posredno papež Frančišek, da smo potem našli pravi hotel, kjer smo bivali. Kako, bojo pa v knjigi lahko prebrali. Ja. V knjigi, Dušan, velikokrat vmes poveš po spominu, in jaz vem, da sta s tvojo pokojno mamo, pa verjamem, da tudi z Manjo, velikokrat šla od tvojega doma na Čeče. Ne vem, 3-4 kilometre, me popravi, če se motim. Včasih mamo so noge bolele, pa si šel ti sam. Kako iti sam, človek, ki ne vidi, na tako dolgo pot? Danes je bil teden. Ja, Danes je bil tudi včeraj. Danes tudi? Danes sem šel v to pač zdaj lahko povem, pa Manja, hvala, da si spomnila na to. Danes sem šel v Čeče in to kar po nekaj mesecih, ko nisem bil, ker sva pač se pripravljala na izid knjige, pa še druge stvari so bile. In kar po nekaj mesecih sem šel danes prvič in na moje zadovoljstvo je bilo manj težav, kot sem pričakoval, seveda pa ni bilo čisto enostavno. Če pa odgovorim, kako iti v Čeče, jaz imam sicer slabo orientacijo, to moram priznati, tako da po mestu ali pa kje drugje si ne upam sam hoditi, ma pač zdaj spremlja Manja, žena, ampak v Čeče pa že kar nekaj časa hodim. Dogodilo se je pa to, zato leta nazaj so mamo dejansko začele boleti noge oziroma ena noga in jaz sem pa nekako imel občutek, to je tisti občutek, ko čutiš, da je prav, da to narediš, ko ti nek glas, jaz pravim, nek angel ti govori, potrudi se, pa boš nagrajen in to krepko nagrajen. No in jaz sem takrat začel hoditi, začetek je bil z eno tako dolgo leseno palco, sem takrat šel. Tista palca mi je zelo kmalu spolzela iz rok in sem se zelo prestrašil in sem potem začel hoditi z 2 dolgima lesenima palcama, kasneje pa seveda z 2 pohodnima palcama. Danes imam pač tudi, poleg ene običajne pohodne palice, imam tudi eno pohodno belo palico, da me tisti, ki me ne poznajo, da pač vedo, da ne vidim. Kako iti na tak sprehod, približno 4 kilometre je na eno stran nekaj takšnega. Kako iti, jaz moram reči, da sem se
traso sem prej s pomočjo mame tolikrat prehodil, da sem bil prepričan, da bom to zmogel. Je pa resnica, da sem se sproti učil kar precej, ker sem se kje spotaknil, pa tudi prevrnil, kar neki nevšečnosti, kar neki težav je bilo. Ampak Včasih je tudi kakšen kuža pretekel, ne? Tudi to se je dogajalo. Tako da je bilo kar nekaj doživeti raznih, ampak iz enega v drug sprehod sem se polagoma izmojstril, da tako rečem, je bilo vedno lažje in zato se lahko pohvalim, da po nekaj mesecih, kot sem že prej rekel, danes je bilo kar uspešno. Dušan, meni je tek počitek, ne? Če ni predolg, ne? Kakšno urco, 2 urci, je tebi sprehod tudi počitek na nek način? Ja, tudi. Tudi, ne? Tudi, v vsakem primeru je to počitek, pa tista znana misel, ki sem jo že večkrat slišal, pa slišal sem jo še preden sem začel pripravljati prvo knjigo. Če želiš o čem razmisliti, če želiš misli umiriti ali pa urediti, če želiš, da te prešine kakšna čudovita, čarobna misel, pojdi na sprehod. In vsaj v mojem primeru je to zelo res. Poleg tega se pa nekako zelo sprostim slišati ptičke, ki godejo svojo pesem, veter, ki te poboža, potok, ki šumi tam okrog. To so taki čudoviti zvoki, ki ti dejansko pobožajo dušo. Tako da je to nekaj čudovitega. Dušan, boš zdaj še malo pobožal pisalni stroj, da midva pokaževa, ne, kako ti mojstrsko pišeš knjigo. Ti bom jaz par kratkih vprašanj zastavil, ti boš pa odgovoril kar prek... Jaz bom pa pisno odgovoril. Pisno, ne? Tako, potem bomo pa prebrali. Samo da se... Takole. Pa bom kar dal prvo vprašanje. Katera je tvoja najpijača? Takole bomo naredili. No, katera je tvoja najhrana? Najhrana? Tu bomo malo dali, ker so 2 besede. Ja, Zdaj greva pa na tvoje filmsko področje, najfilm. Tukaj bo pa še dali traja, ker so 4 besede. A je v redu? Ja, naprej povem. Ops, zdaj sem se pa zmotil, ampak ne bom nič popravil. Tole, to je najfilm. Potem imamo pa še najigralec filmski, lahko je tudi igralka, ne? Bomo dali igralca, ker tale je eden prvih, ki sem ga gledal. Pisatelja moramo vprašati tudi, katera je njegova najknjiga. Ja, ampak tukaj pa precej besed, tako da prosim za... Ja. Jih je pa 8, ne? Mislim, da jih je en toliko. Malo manj jih je. Tole. Ja, potem pa še tvoj najpisatelj. Najpisatelj, to imam pa srečo, je pa čist kratki, mi je pa primek. Res da, no? Res da. Tole. Zdaj pa, če mi daš še tole ven. Bom takoj, sam da dobim na sredino. Ja, zdaj pa že prepozno, ne, Dušan? Ja. Zdaj bom pa jaz prebral, ne? Ne boš pa ti prebral, pa na hitro pokomentiral. Pri pisalnih strojih je tako, da so vse črke vedno enako velike, ne? Ja, tako je. Pri računalniku lahko mi povečamo, pa ni treba očal, ne? Ja. Najprej je napisal, že preden sva začela, moji pisni odgovori na Igorjeva kratka vprašanja. Voda?
je najpijača. To je najpijača. Voda? Ne, reče, da A, voda? pit vodo. Jaz pravim, da grem vodo pit, ne, in zdaj Voda. Manja je Ja. to tako. Potem pa verjetno od Manje jabolčni zavitek. Jabolčni, Ni. jabolčni zavitek je pa od ene gospe, ki jo bova po oddaji pozdravila in bova rekla, da sva se spomnila na njen jabolčni zavitek, njeno ime je pa Mojca. Aha. No, tudi moja je Mojca, no? No, se tu že zdaj že vem. Ja, to ima pa zelo podoben okus. Moje pesmi, moje sanje. Ja, to je pa, saj zame, najfilm, mislim, da sem ga 3-krat, 4-krat gledal, prvič, ne, Gospod von Trapp pa Marija, ne. Bi bilo kar žalostno, če se ta nuna ne bi poročila, ne? Ja, tu pa seveda ti sijajni otroci, glasba, ki je fenomenalna, vsaj zame, še danes, ne, Edelweiss pa tako naprej. Ja. Poleg tega pa ta filmsko pripravljeni pobeg, ne, iz nacistične Avstrije v Švico, ne, to je pa tako Prekrasno. ena super zadeva, ne, prekrasna, tako da je zame tu najfilm. No, igralec je pa igral Spartaka, ne? Tako je. Njegov sin je dober igralec tudi. No, jaz Kirk sem- Douglas, ne? Kirk Douglas, jaz sem najrajši gledal Kirka Douglasa, seveda najprej kot Spartaka v tistih gladiatorskih bojih, pa potem so tisto ograjo preplezali, ne, pa ušli, pa potem njihov pobeg in tako naprej. Pa seveda še bolj, ali pa vsaj toliko se ga pa spomnim iz teh westernov, v katerih je igral, ne, OK Corral, ne, ne vem, če poznaš, ne, Obračun, ne. Obračun pri OK Corralu, ne, ko je pač igral, pa zame delč najbolje je igral Doc Hollidaya, ne, ob Wyattu Earpu, seveda ob Burtu Lancastru takrat, ne, tako da to je bilo zame, pa še en film Pot na zahod, ne, z Robertom Mitchumom, pa še drugi so bili, no, tako da v westernih je tudi krasno igral, pa še v drugih filmih, no, tako da Kirk Douglas je res moj najigralec. No, potem pa knjiga, moram priznati, da pa te knjige nisem prebral, čeprav ni zmeraj kaviar. Ja, to je pa Johannes Marius Simmel je napisal to knjigo. Vsake toliko časa jo zopet preberem. Prvič opisuje dogodivščine nekega bankirja, ki je pa sicer mojster jiu-jitsa, ki zapade v te spletke, ne, ki zapade najprej Gestapu, pa potem pride v Francijo in tako naprej in se srečuje s temi vohunskimi službami in je tu ena čudovito napeta zgodba, sijajna zgodba, tudi sijajno napisana. Poleg tega je pa v knjigi še kar nekaj kuharskih receptov, tako da še malo lačen rataš med branjem, v mojem primeru med poslušanjem, pa seveda ljubezenska zgodba je pa tudi zraven, tako da kar nekaj lepih gospa pa gospodičen je, tako da je knjiga zame ena. Si bom jaz tale liste kar vzel, ne? Čist mi je na duše. No, danes, ko sem bil pa jaz na obisku, mi je pa tvoja žena pokazala, se opravičujem, da ti prebira knjigo tvojega priljubljenega pisatelja Karla Maja, ne? Ja, to pa zopet moram pohvaliti Manjo. Jaz sem namreč kot mladenič prebral kar nekaj knjig Karla Maja, še čist običajno prebral, potem me je pa Vito pešal in se še danes spomnim bil sem pri enemu gospodu na obisku, ki je imel celo zbirko in je bilo kar ogromno teh knjig in jaz sem bil tako žalosten, ker teh knjig nisem mogel vseh takrat prebrati. Zdaj pa nekaj jih imamo posnetih v zvoku, ne, se pravi na CD-jih, pač v zvočni varianti, ampak še precej knjig pa manjka, no in zdaj mi pa Manja izpolnjuje to željo iz mladosti in mi prebira knjige Karla Maja. Zdaj bi lahko rekel, pa lahko mirno povem, da jo pohvalim, da jih je prebrala že 25 in da bere 26. Lepo bere? Lepo bere, odlično bere, lepo, ravno prav hitro, ne prehitro, ne prepočasi, razločno,
kadar je treba malo pauze narediti, kadar je najbolj napijeto, kar bere, no, tako da super, no, jo moram res pohvaliti. No, Dušan, meni je Matej, direktor knjižnice, povedal, da je tudi v Zagorski knjižnici nekaj zvočnih knjig. Jaz vem, v knjigi ti veliko opisuješ, v tej drugi knjigi, kako sta z mamo se z vlakom vozila v Ljubljano, pa šla si izposoditi kakšno zvočno knjigo. Včasih ni bilo tega toliko, kot je danes, ne? Ja, moram reči, da jaz zahajam v zvočno knjižnico že kakšnih dobrih 25 let. V tem času sem prebral več kot 1200 knjig v tej varianti, zdaj se bližam po mojem že številki 1300 in tukaj moram seveda zelo pohvaliti in zaposleno v zvočni knjižnici in seveda tiste, ki nam knjige prebirajo. Res je, ko sem začel zahajati v zvočno knjižnico, je bilo tega precej manj. Knjige so bile še na kasetah, kasete so se precej kvarile, po domač povedan. Je bilo včasih kar problem, ne? Si se kar jezil včasih, ampak si potem pač moral potrpeti, da si dobil nov izvod. No, potem so bile pa knjige, zdaj že dobrih 15 let so pa knjige na CD-jih in tudi izbira knjig je dosti večja oziroma vedno večja, tako da tukaj pa vsa pohvala, velika pohvala zvočni knjižnici, da nas slepe, tudi slabovidne, tiste, ki radi beremo, da nas na ta način razveseljujejo in nam pomagajo, da si širimo obzorja. Dušan, zdaj moramo pa čisto na koncu sva povedati še, kje lahko tvojo knjigo, to drugo, kupijo. Ja, to drugo knjigo lahko kupijo najprej pri založniku, to je Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje. Bom povedal številko, na katero lahko kdo, ki ga bo to zanimalo, pokliče, se pravi 051 626 296. Knjigo pa lahko dobijo eventualni bralci, seveda tudi bralke, tudi pri meni, pri avtorju. Moja telefonska številka je pa 051 422 298. Dušan, koliko številk telefonskih pa ti znaš takole iz glave? Znam jih kar nekaj. V času, ko sem delal kot telefonist, je bilo tega še precej več. Zdaj jih znam, bi težko rekel, znam jih kar nekaj 10, morda jih je tudi kakšnih 50. Sem se pa že malo, kako se reče, moderniziral, ne? Ja. Tako da zdaj si marsikatero številko, ki jo bolj redko kličem, pa jo rabim, si jo posnamem, shranim na kaseto in pač, kadar je potrebno, jo poiščem. Včasih sem pa to seveda dan za dnem ponavljal, da nisem pozabil. Zdaj pa lahko mene vprašaš, koliko jih jaz vem. Lahko te vprašam, pa si kar mislim, da ne prav veliko. Ja, svojo. To je pohvala. Ostalo je po telefonih. In zdaj, če ga zgubim, ne, tudi žene ne morem poklicati. Katastrofa, ne? Ja, to je sicer katastrofa, ampak ker sta ženo zelo povezano, sem prepričan, da bi se našla tudi brez telefona. Ja? Ja. Dušan, najlepša hvala za vse, kar si povedal. Marsikaj še nisi, bojo bralci lahko prebrali tako v prvi kot v drugi knjigi, pa verjetno prišli še na kakšno predstavitev. Hvala ti še enkrat, hvala tudi vam vsem, ki ste nas spremljali preko televizijskih ekranov.